In spomladi, spet pride pomladi, spet skrbimo, bodo prišle, ne bodo prišle, in tako naprej, zato smo to skrbniki. In rada bi še rekla samo to, očarana sem, res sem očarana nad njihovim življenjem, zato, da imajo mladiče, da jih vzgojijo, potem se pa ne vidijo več, najbrž, in odletijo vsak na svojo stran in življenje gre naprej. Torej, naporno. Oba z Dušanom, vašim partnerjem, sta skrbnika gnezda, zato nam lahko iz prve roke poveste tudi, kako lahko za te zunanje ptice skrbite ne le kot posamezniki, ampak tudi kot družine. Kje ste sploh dobili podatke, da ste lahko skrbniki gnezda? Marsikdo od nas zato sliši mogoče prvič. In kako bi lahko to tudi postali? Veste, divje živali, ptice, štorklje, vse pa naredijo same. Pravzaprav ne rabijo ljudi in tudi najbrž ne skrbnikov. Najboljše je, da jih ljudje samo opazujemo z veseljem, da jih opazujemo in občudujemo. Vse drugo bodo naredile same. Posebej štorklje zelo hitro postanejo odvisne od ljudi in to je lahko zelo nevarno zanje, usodno lahko zanje. Zato se pravzaprav ne vtikajmo tam, kjer da se ni treba. Ampak zaplete se, kadar imajo štorklje težave, kadar ni hrane, kadar so bolne, kadar so skratka težave v gnezdu že, recimo pri mladičih. Ne vem, če imam toliko časa, da recimo opišem, kakšne težave smo mi imeli lani s vsemi tremi mladiči. Če smem, a smem. Kaj naredite, dragi poletavci in najpoletavci, kaj naredite, ko najdete plastiko na tleh, recimo pred šolo, ali na igrišču, ali na cesti, v gozdu? Kaj naredite? Kdo bi zapovedati? Ja, prosim. Bravo, odličen odgovor. Verjamem, da tudi drugi tako mislite, ne? Ja. A slišim, ja? Ja, super. Ampak starši, a tudi vi delate tako, starši in babice in detki? Ja, vi ste pa niste skrbnik. Kako postaneš skrbnik? Kako postaneš skrbnik? Lahko poveste, ja? Skrbnik ne postaneš tako, da reče, od jutri naprej bom brez skrbnik. Ne. Štorklje same izberejo skrbnika. Torej, naselijo se nekje blizu ljudi in potem, ko so že enkrat na tvojem dvorišču, prosto ne moreš biti povedal kot skrbnik. In ne moreš biti, oziroma takole še pravijo, ja? Pravijo, štorklje gnezdijo pri dobrih ljudeh. Ampak po mojem osebnem mnenju je to ravno obratno. Štorklje namreč iz nas delajo dobre ljudi. Štorklje. In tako, če znamo gledati s srcem in z dušo, štorklje na gnezdu, če jih znamo opazovati, potem smo dobri ljudi. Ko po Sloveniji opazimo različne prometne znake, tudi takšne s podobami živali. Ste jih otroci, ki jo opazili? Ja. Vi pa se zavzemate, gospa Irena, za oblikovanje in postavitev posebnega prometnega znaka za štorklje. Nam lahko poveste kaj več o tem? Seveda, posebej letos smo opazili, da štorklje hodijo vse bolj po cestah. In posebej po tistem delu ceste, ki je pobarvan z belo barvo. Naš Toni je lani, recimo, prečkal magistralno, regionalno cesto po Zeli. Na kar je ustavil celo kolono vozil, ki so bili vozniki šokirani, da vidijo na Zebri štorkljo, pa tudi bali so se, da je ne povozijo. Torej, bila je pravzaprav zelo nevarno za vse, in za štorkljo, in za voznike, vse udeležence v prometu pravzaprav. Kako ste izbrali imena za štorklje? Kako štorklje dobi ime? Ja, zdi se mi zelo lepo, da jim lahko damo ime. Tem čudovitim pisam iz ljubezni in iz spoštovanja do njih.
Mislim, da si najmanj to zaslužijo. In poimenujemo pa jih po znamenitih ali pa pomembnih osebnostih. In prvi par pred 10 leti smo imenovali za Almo in Edo, torej, in sicer po Almi Karlin, znani pisateljici in svetovni popotnici, in Edvard Rusjanov, ki je bil pilot in letalski pionir v naših tistih časih v Sloveniji. In potem smo pa vsako leto imenovali še kakšne, torej mladiči dobijo tako, ja, da ne pozabite. Mladičem damo to ime, potem ko se izvalijo, oziroma ko pokukajo z roba gnezda, da bi sploh lahko vignali. Hvala in čestitam vam za današnjo nagrado. Še to bi rada rekla, vsi, ki radi veliko berete in očitno ste to vsi vi, čestitam in mislim, da ste prihodni voditelji sveta. Berete knjige, ne tisto na računalniku. Super, hvala. V letu 2027 bomo obeležili 100 let organiziranega obročkanja knjig v Sloveniji. Mnogi med nami verjetno prvič slišite za ta poklic. Zato vas, gospod Jože, prosim, da nam ga na kratko predstavite. Dobar dan, lepo pozdravljam tudi z moje strani. Jaz sem bil že pricel, sem doma iz okolice Ljubljane in sem naredil izpit za, oziroma, kako ne rečem, imam licenco za obročkovalca od leta 1987. Se pravi, že kar nekaj časa ne obročkam samo štorka, ampak pač vse ptice. Kako smo pač, to moram povedati, pač obročkanje ptic je pod okriljem Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Pač jaz sem zdaj od 87. leta prostovoljc, zunanji sodelavec Prirodoslovnega muzeja, ki je naša krovna organizacija. Ona nam pač nekako rihta obročke, mi pa podatke dajemo v bazo in potem se te podatke shranjujejo in se primerjajo potem z leti in leti naprej. Kako, recimo, zakaj v bistvu sploh obročkamo ptice? Da vas ne bom matril, s tem bom kar sam odgovoril svoje čase, recimo okoli leta 1910, oziroma 1910 je bilo, se je začelo v Evropi, pri nas v Sloveniji pa že 1927. Okoli 1900 je pa na Danskem živel en profesor Hansen, biolog, ki ga je hudo prvo smatral, ker je imel doma škorčance. Veste, to je ena gnezdilanca, recimo, ko imel večjo odprtino, kot recimo za senice, se pravi, da je imel gnezdilanca za škorčanco. Njega je prvo smatral, a pride kdaj kakšen od teh mladičev, od teh staršev, nazaj njegovo gnezdilanco. In je enostavno naredil kot ene prstančke nje mladiče, ker staršev pač ni mogel ujeti, je dal kot ene, rekel, pesnice. Mnogo in on je upoštoval pač nekateri teh primerkov, ki jih je on obročku pride nazaj. Vsi ne, kakšen od teh pa je še večji kič. Tako je. Tako je. Tole je. Ne, za planinskega orla je tole, pa recimo za našo največjo sovo, to je velika muharica, ali pa še za labora. A vi recimo takole od Eleča lahko preverite, kaj piše na obročku. No, morate, a ne? Drugač, lahko vam povem, da na vsakem obročku piše Ljubljana in Ljubljana Slovenija in pa serijska številka. Ko mi to ptico obročkamo, tega obročka, recimo eni simički, ne moramo, da mogli varianti, ne? Zato imamo manjše obročke,
dokler valiti, ker ga, to je čist majhen, recimo to primer 2 mm, pa oziroma 3 mm, tale recimo je, tale velikost je za kosa, se pravi mi namestimo ptici obroček glede na preseg njene noge. Obroček se mora na nogi vrteti, drseti gor pa dol, ne smeje stiskati, mora biti pa tako velik, da zdrsi dol. Že? Lahko pa sem prej rekel, na vsakem obročku je serijska številka in Ljubljana Slovenija. Ponovadi je to sta 2 črki in pa 5-mestna številka. Mi to ptico ujamemo. No, tukaj recimo je en primer Godomčevega gaja, tam, ker imamo eno nekaj najlepšo mitološko postajo v Sloveniji. Kaj vi tukaj vidite? Otroci, povejte. Prosim? Travnik pa vodo, pa kaj še vidite? Ptice imajo naš Godomčev gaj zelo rade, zaradi tega, ker tukaj recimo v tem krmovju, drevju, ter se je tudi tam dozad, recimo, in na polju se lahko poiščejo hrano, se skrijejo pred plenilci, imamo pa tam tudi posebne mreže, da lahko te ptice ujamemo. Voda, grmovje, drevje, trsje, gor vidimo pa gozd in gozdni rog. Tukaj je tudi učilnica, ampak jaz nisem tukaj, recimo tukaj bomo tale Godomčev gaj pustili v stran in bomo pač govorili v pročkanici. Tukaj je tudi spet so eni kanali, mi pravimo temu Žabja vas. Kaj mislite, zakaj se imenuje Žabja vas? Pojavite, da so žabe noter, kačji pastili so. Ja, gledajte, tukaj, a poznate tisto levo ta zgornjo žabo, kako se imenuje? Bravo, urhje. Desno je, stvaraj, tako je veliki pupek, mala žabica je, ega, tako je, no desno je pa, desno spodaj je pa močvilska, prosim? Želva, ja, samo to je močvilska sklednica, to je avtohtona sorta recimo in tele žvalce so bolj ptič tudi pri nas v Godomčevu. Hvala za predstavitev. Preden pa zaključite čisto malo vprašanje za vas, gospod Jože. Ko smo opazovali razstavo, se nam je porodilo vprašanje, koliko je bilo letos sploh gnezd. Koliko je bilo letos gnezd štorkelj pri nas? Tukaj v postavi je bilo nikoli rekel polnih, ki ga zapomnil zasedeno. Ja, je bilo sicer, bilo je recimo v občini Bežice je bilo v Mostecu in pa Slovensko. Gornji Lenart je bil tudi polken, sam tam moral prijeti z avto zraven, da bi obročka. Najprej lepo prezimovanje in potem srečno vrnitev. Da pa bomo pripravljeni pričakali izvalitev novih mladičev, je gospa Irena dala predlog, da bi mi danes skupaj izbrali ime za naslednje leto, za štorkljo, ki se bo izvalila na Mostecu. Nekako so se nam knjižničarjem utrnili 2 imeni. In sicer eno ime smo imeli Savica in drugo Rezi. Imeni smo izbirali glede na naše praznovanje in sicer leto 2026 bo za knjižnico Brežice praznično, saj bomo praznovali 80 let njenega povojnega delovanja. Takrat je s knjižnično dejavnostjo začela Elizaveta Savica Zorko, po kateri nosi ime tudi dvorana, v kateri se mi trenutno nahajamo.
Drugo ime Rezi pa je po Renki Toporišič, ljudski pesnici, ki je živela in skrbela za kulturo Mosteca. Bila je pa tudi velika prijateljica naše knjižnice in nas knjižničarjev. Pa vas zdaj poletavci in najpoletavci povabim tako. Tisti, ki bi želeli, da se Štorklin mladič v letu 2026 imenuje Savica, dvignite roko, pa da vidimo, kateri bo več. Ok, to je to. Dobro. Dobro, zdaj pa zdaj se vi spustite tisti, kjer ste za Savica. Ok, smo. Zdaj pa dvignite tisti, ki ste, da se Štorklice poimenuje Rezi. Ja. Vsak dvigne enkrat, ste? Glede na to, koliko vas je dvignilo ob drugem imenu, mislim, da bo ta naša Štorklica na Mostecu dobila kar ime po osebi, ki je živela in delovala na Mostecu. Veliko. Čez to imate lističev in izbrali ste Jan Kodrič. Čestitam. Rada pa samo eno slikico še rabila. Počakava samo za arhiv. Hvala. Zdaj pa prosim gospoda Jožeta, da pa izžreba enega od najpoletavcev. Jaz bi mogel pa punco zbrati, aj drži? Dajmo probati. Tu nimate to izredek. Da vidimo. Ja, meni rada. Gaja Mahovne. Čestitke Gaja. Izvoli še s tabo eno slikico. Hvala. Hvala obema in čestitke vsem. Hvala obema današnjima gostoma za vse znanje in informacije, ki ste jih v pogovoru in predstavitvi delila z nami in za pomoč pri želebanju.